smemo pozabiti, da smo le eden od členov, ki skrbi za to varno pot. Tako da tukaj bi predvsem pa izpostavil zelo dobro, oziroma odlično sodelovanje in usklajevanje naših nalog s policijsko upravo Ljubljana, kot tudi ostalimi deležniki in svetom za preventivno varnost v cestnem prometu. Če se navežem nazaj na naše delo, lahko ga razdelimo na 3 sklope. Prvi del nekako je že za nami in to je bilo, da smo nekako od sredi avgusta skupaj tudi z pristojnim oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet pregledali šolske poti, ustrezno tudi dopolnili z barvo in tako naprej in označili tudi te pomanjkljivosti, ki smo jih zaznali. Prav tako smo skupaj z Agencijo za varnost prometa in tudi policijo izvedli poostren nadzor hitrosti na kritičnih lokacijah, tako da smo določen del nalog že naredili. Zdaj v naslednjem koraku gre pa za neposredno, se pravi, našo prisotnost na šolskih poteh in v neposredni okolici šol. Prva naloga je, se pravi, samo fizična prisotnost mestnih redarjev na določenih križiščih in lokacijah, ki smo jih oblikovali skupaj s policijsko upravo Ljubljana in tudi uskladili, tako da boste na teh lokacijah lahko srečevali ali mestne redarje ali policiste. Na drugi strani pa tehnika, ki sem jo že omenil, se pravi, govorimo o napravah za merjenje hitrosti. V letošnjem letu smo naš sistem dopolnili z enim novim sistemom za izvajanje meritev in 2 novi ohišji na 2 lokacijah, in sicer na Tržaški cesti in na Bohoričevi, tako da smo sistem dopolnili. Lokacije vseh ohišij so objavljene na spletni strani, vendar bi kljub temu upozoril na to, da ni cilj za to, da polnimo mestni proračun in kot se nas doskrat s tem ožigosom, ampak res želimo resnično pripomoči k večji varnosti vseh naših najmlajših, kot tudi vseh udeležencev v cestnem prometu. Ja, tudi policija se v bistvu vsako leto uspešno z vsemi deležniki pripravljajo, da bomo zagotavljali večjo varnost, predvsem najranljivejši skupini, ki se prvič srečujejo s potjo do šole in pa v bistvu z obiskom šole. Kot vsaka leta v bistvu policija to dejavnost izvaja intenzivno celo leto, 365 dni, nekateri začnemo s kalendarjem 1.1., nekateri s 1.9., odvisno kakšno dejavnost v bistvu izvajamo. Naša aktivnost je varnost otrok. Varnost otrok je v bistvu tista aktivnost, ki je vsaj od 1. septembra ključno pri vseh dejavnikih v cestnem prometu. Želimo doseči čim večje spoštovanje prometnih predpisov vseh udeležencev v cestnem prometu. In pa še posebej pa v okolici šol in pa vrtcev, ker smo že prej povedali, da so to najbolj ranljive skupine, ki se prvič srečujejo s prometom. Zelo bi bili veseli, če bi lahko vplivali močno tudi na starše, da bi ti s svojim pravilnim ravnanjem in pa neposredno vzgojo in pa v bistvu bili največji vzor, kako se ravnamo v cestnem prometu, kajti s tem lahko dosežemo pri najmlajših največji premik za zagotavljanje njihove varnosti. Od 22. avgusta v bistvu vsako leto izvajamo povečano kontrolo v okolici šol, tako preventivno kot represivno, se prav merimo hitrost. S tem namenom želimo upozoriti voznike, da se približuje čas šole in da v bistvu slab teden je še tisti, ko bo v bistvu zdaj so ceste prazne, potem bodo pa ceste polne, se pravi, da prilagodijo hitrost, predvsem v tem času, če so se spozabili v poletnih počitnicah, da ceste niso tako zasedene v okolici šol in pa vrtcev. Tudi neposredno bomo nudili pomoč otrokom pri prečkanju ceste na izpostavljenih mestih, kot smo to izvajali do sedaj. Hkrati pa bomo opozarjali voznike, da naj bodo še posebno previdni v okolici teh šol. Pravili bomo kontrolo, predvsem voznikov in pa vozil, s katerimi se upravljajo prevozi otrok, kajti želimo, da so prevozi varni in da so naši otroci v prometu v bistvu čim bolj varni. Najmlajše udeležence bomo seznanjali in tudi seznanjamo na varnostih, ki preživijo na njih, ko so udeleženi v prometu. V sodelovanju s šolami bomo tudi še naprej izvajali predavanje o prometni varnosti in o zaveščanju.
smo že pregledali načrte šolskih poti, preverili novosti, ki so na teh potih in pa predvsem novo zaznana varna mesta, da se jim bojo lahko otroci uspešno izognili in postorili še vse potrebno, kar lahko, da ta nevarna mesta bi bila čim bolj varna. Sodelujemo s prostovoljci in pa mestnimi redarji, ki v prvih dneh pomagajo pri spremstvu otrok v šolo in pa zagotavljanju prometne varnosti. To je tudi tisti vzgled, ko v bistvu lahko svojim zgledom največ moramo vsi, od najmlajšega do najstarejšega, da poskušamo zagotavljati varnost otrok. Vemo, da zgolj vsakodnevna skrb za varnost prometa lahko pripomore k temu, da bodo otroci varni, ker so tudi najšibkejši udeleženci v prometu. Seveda bomo nadzirali tudi otroke in mladostnike, ki v šolo prihajajo s kolesi, mopedi in skiroji, kajti moramo se zavedati, da je tudi to tista skupina, ki lahko ogroža samo sebe in neposredno tudi druge. Na splošno je stanje na področju varovanja šolskih otrok ugodno. V preteklem letu na območju Mestne občine Ljubljana v času varovanja šolskih otrok nismo obravnavali prometne nesreče, v kateri bi bil udeležen otrok ali učenec na poti v šolo in domov in želimo si, da to ostane tudi v naslednjih letih. Res pa je, da je v bistvu kar nekaj otrok bilo poškodovanih v prometnih nesrečah. 125 je bilo lažje poškodovanih, 7 pa težje in glavni vzrok za vse te prometne nesreče je izsiljevanje prednosti. Se pravi, v prometu bodimo strpni, bodimo vzor vsem ostalim. Menimo, pripričani smo, da lahko skupnim pristopom vseh in pozitivnim vzgledom v prometu največ naredimo za varnost naših otrok. Na koncu pa bi se zahvalil in pohvalil vse udeleženke, s katerimi sodelujemo pri svojem skupnem zagotavljanju boljše varnosti otrok v prometu. Zavod Varna pot je nekako vrsto let že partner, dostikrat pa tudi ogledalo Mestne občine Ljubljane, celotne družbe na področju varne mobilnosti. In Ljubljana je prva podpisnica Vizije nič, je prva podpisnica med prestolnicami vzhodne Evrope in Ljubljana je nedvomno, glede na današnjo zasedbo novinarske konference različnih deležnikov, vzor dobre prakse v slovenskem prostoru, kako podejanja Vizija nič. Vizija nič sama po sebi seveda lahko pomeni nek cilj, nič mrtvih, nič poškodovanih, vendar, veste, ni nekaj več. Je filozofija, kaj bom kot posameznik, kot funkcionar, kot deležnik naredil, da bomo priča tovrstni statistiki, ki jo je predstavil kolega iz policije in to je tisti cilj, nič mrtvih, nič poškodovanih. Če poslušamo naše kolege, ki pravijo, da bo na ljubljanskih ulicah in cestah 2700 prvošolčkov, nam ta številka lahko pove veliko ali malo. Ko damo tem številkam ime pa priimek, potem še povezavo z očetom, mamo, z dedkom pa babico, ugotovimo, da je na cestah 1. septembra 10.000 novih ljudi z novo neko kulturo obnašanja, kako ti otroci vstopajo prvič v šolski prostor po teh poteh. In ker Ljubljana zagotavlja najvišji standard varnih šolskih poti organiziranega prevoza, smo seveda izjemno poklicani vsi, da to pot, te varne šolske poti, te organizirane prevoze budno spremljamo in naredimo, kar je v naši največji moči. Ko tej številki 2700 dodamo, mislim, da, če sem se prav zapomnil, 26.640 vseh osnovnošolcev, ki po počitnicah tako radostno priletijo v šole in so razigrani in jih je treba v prometu nekako v okvir, v pravilna ravnanja in seveda, ko je napaka posledica lahka telesna poškodba, huda telesna poškodba ali celo smrt, smo vsi poklicani k temu, da naredimo največ, kar se da za njihovo varnost. Jaz bi na tem mestu ne delil toliko nekih nasvetov, ki jih večina pozna in tukaj se izvajajo, kot bi se zahvalil županu, Mestne občine Ljubljana, policiji, redarjem, svetu za preventivo, šolnikom, veliko vzgojiteljicam, učiteljem, ravnateljem, ki ogromno naredijo prevoznikom in vam medijem, ki opozarjate. Naša želja je seveda, da za razliko od vzhodnoevropskih držav in primerno zahodnoevropskim državam mi varujemo otroke skozi celotno šolsko leto in naredimo ta korak več iz, bom rekel, besed dejanja. V Ljubljani je to prva šola taka, ki varuje skozi celotno leto
Veliko je slišati tudi kakšno kritiko in jaz vedno rad odgovorim, ko daste kritiko, podajte še predlog za izboljšanje. Ko daste predlog za izboljšanje, si odgovorite na eno osnovno vprašanje. Kaj sem sam pripravljen storiti za večjo varnost mojih, naših otrok, naše mestne občine Ljubljana in naše družbe. Ko si odgovorimo na to tretje vprašanje, smo zmagovalci v nič. Hvala mestne občine Ljubljana, hvala županu in želim srečno na vseh cestah po Sloveniji in v Ljubljani in čim manj prometnih nesreč. Torej, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot vsako leto v začetku šolskega leta pripravi in koordinira obsežno preventivno prometno akcijo v sodelovanju z mestnim redarstvom, policijo, ZŠAM in številnimi prostovoljci. Ta akcija je namenjena vsem udeležencem v prometu z namenom, da opazujemo najranljivejše skupine v prometu, torej predvsem osnovnošolske otroke iz prve triade. No, letos pa začenjamo šolsko leto nekoliko drugače in sicer z novo kampanjo za ozaveščanje oziroma novim projektom, projekt Pozor. Gre za projekt treh partnerjev, SPV, CP MOL, javni zavod ZO in javno podjetje EPP. Ta kampanja, njen namen je torej ozaveščanje za varno vedenje v prometu, ki dajemo posebno pozornost prav torej v tem dogodku, ki je začetek letošnjega šolskega leta. Kampanja ima tudi svoj slogan, bodi vzoren, bodi pozoren. In s to kampanjo naslavljamo predvsem otroke do 12. leta starosti. Gre predvsem za vizualno in sporočilno dovršeno akcijo, v kateri bodo v ospredju ilustrirane živali oziroma živalski vzorniki, s tem smo se želeli približati najmlajšim. Te živali so lahko naši vzorniki v prometu, saj jim narava za zaščito podarila primeren uhleb, svarilne barve, svetleče oči, ob stiku z lučjo in podobno. Torej, ti izumi narave so nam lahko za zgled in nas spomnijo na to, da lahko nekatere predmete, ki jih je izumilo človeštvo, tudi uporabimo za lastno zaščito, torej čelado, žive barve oblačil, kresničke in tako naprej. In torej s temi vzorniki predvsem želimo promovirati varnejšo šolsko pot. S prečkanjem ceste na označenih prehodih za pešce spodbujamo samozaščitno ravnanje, torej z odgovorno uporabo zaščitnih sredstev, kot so ščitniki in čelada pri vožnji s kolesom, rolkami ali skirujem. Opozarjamo pa tudi na pomembnost vidnosti v prometu z odsevnimi telesi in živimi barvami, kot sem že omenila. S promocijo trajnostne mobilnosti, večjo rabo javnega prometa pa varujemo s tem tudi naše okolje. V tem slogu bomo letos na prisotnost otrok kot v preteklih letih opozarjali tudi z velikimi uličnimi transparenti na glavnih vpadnicah v mesto in drugih frekventnih mestih, grafične obvešanke v šolskih okoliščih na drobovih javne razsvetljave, city lighti in tako naprej. Za varno šolsko pot bodo zlasti na najnevarnejših prometnih mestih, kot smo že slišali na šolskih poteh, skrbeli policisti in mestni redarji ob prisotnosti številnih prostovoljcev. Večjo varnost pa omogoča tudi izboljšana prometna infrastruktura in posodobljena prometna signalizacija v šolskih okoliščih MOL. Akcijo našega sveta varovanja pred prvim šolskim dnem sicer pripravljamo v sodelovanju z osnovnimi šolami in letos v sklopu Pozor projekta tudi promocijo varnega prečkanja prehoda za pešce in sicer pred osnovno šolo Franca Rudina Staneta v Ljubljani skupaj s predstavniki Javne agencije za varnost v prometu, policijske uprave Ljubljana, Združenja šoferjev in avtomehanikov v Dolomiti in Zavoda Varna pot. Kar se tiče izboljšane cestne infrastrukture okoli šol in vrtcev, obnove signalizacije in drugih izboljšav, pa smo na voljo za dodatno podrobnejše vprašanja
velika prošnja najprej za vse voznike, ne samo 1. septembra, ampak za začetkom 1. septembra bodimo pozorni na naše najmlajše, tisti, ki so udeleženci v prometu, bodimo pozorni predvsem mimo šol, ne želimo si nobenih o tem nerazumeli, da se je zgodilo. In drugič, predvsem starše prosim, ne bo res vzor svojim najmlajšim, se pravi učenkom in učencem, ko jih peljejo v šolo, ne grejo čez peš prehod, ne zraven peš prehoda, ne povejo, kaj je zelena luč, kaj pomeni rdeča luč, kajti ti vzgojni ukrepi na začetku so tisti, ki nam pomagajo. Jaz sem vesel tudi, da je varna pot gospod Štaba z nami. Ta vizija nič pred leti se mogoče zdela malo čudna, ampak kot je gospod Petrič povedal, mi nismo imeli nobene smrtne žrtve, ki si tudi ne želimo, tudi nobene poškodbe. Rad bi še tu povedal na to temo samo še en stavek, da sem ravno včeraj podpisal dokument za razvojno mestnega sveta, ki bo 26. septembra na podlogi promocijske vloge varne poti pripravljamo javno-osebno partnerstvo, če ga bo mestni svet potrdil, kjer bo možnost imeti veliko ponudnikov, promotorjev, da pravim varna pot na cestnih dveh cesarjev, obredili prostore in poligon za učenje naših najmlajših privodnih kolesov. In to učenje se lahko vključi tudi z našo predsednico aktiva, kajti šolarji lahko dobijo tisti dan učenjem na zunanjih površinah, lokacij oziroma lepa v Malem Gradu, tako da, če bo vse posreč, čez eno leto, bi lahko predstavljal tudi donesel konferenco mogoče v tisti lokaciji. Tisto, kar je kolegica Marija Fabčič povedala, glede številk, 124 milijonov predlogov za rebalans pomeni, da bomo letos 32% proračuna namenili predšolski in predšolski vzgoji. Podarim še enkrat, 32% smo lahko zazvali praktično vsem v Evropi. Jaz ne bi delal Evropo na vzhodni zahodni del, kajti mislim, da smo lahko mi vzor tako enim kot drugim. In tudi to, kar je tudi kolegica Meta povedala, gradnje so planirane na vseh teh letih, tako da letos ne bomo imeli več vodne za avtobusi naših učencev, kajti prenovo Savskega naselja bomo začeli po novem letu, takrat bodo prevozi, ampak z namenom, da končamo 1. septembra 2023. Govorim o tej večji prenovi. Še enkrat srčna prošnja za vse, ki poslušajo in pa ne so ostali, vse voznike, voznice prosim, da bodo pozorni 1. septembra in potem vseh naslednjih 364 dni. Starše, bodite res vzor najmlajšim, pokažite, kako se držimo pravil, da bomo lahko čez eno leto vsi to govorili, kako smo srečni, ker ni bilo poškodb. Hvala vsem prostovoljcem, hvala vsem policistom, redarjem, tistim, ki bojo skrbeli za te prve šolske dneve, da bo teklo vse, kot mora teči. In jaz veselim prvega dneva, končno šole socializacija, otroci ne bivajo v šoli, ne se družijo, ne se veselijo, ne se učijo, hvala vsem učiteljicam, učiteljem in pričakujem to leto drugače, kot je bilo lansko, ampak tudi tistih težkih pogojih so predvsem naši mladi imeli veliko problemov z nekaterimi starši, ki so vztrajali, da se ne držijo zakonskih pogojev, ampak mi smo bili pokončni, pogumni, vztrajali smo na svoji poti in pri tem nismo pozabili nobenega otroka, nobenega učenca in učenko. Tako da je to naša skupna skrb, naši najmlajši vrtcih, naši učenki in učenci ne živijo srečno življenje v tem svetu, ki mogoče ni to prijazen, ampak zato smo tam tudi vsi zadolženi, da mi ponudimo neko novo sliko, ki je lahko vzgled celemu svetu. Hvala lepa, župan. Zdaj ste pa na vrsti vi. Je morda kakšno vprašanje za katerega od naših sogovornikov? Ni. Zdaj smo bili res izčrpni.
vprašali, in to imate tudi možnosti vprašati tako policijo kot redarje o problemi dosegalce hrane, ki so nekateri napačno dojeli, mi nikomor ne jemljamo dohodek, nikomor nič ne preprečujemo, razen zahteve, da morajo spoštovati red, posebej v pešconi in predvsem dati prednost vsem najmlajšim, najstarejšim, se pravi pešce. Zelo jasno pravilo, ki predvideva pešconi voziš hitrost v pešce, kjerokoli vozilo. Včeraj smo imeli tudi srečanje z vodstvom Bolta, kjer smo se dogovorili neke osnove, čakam, da bomo to podpisali in potem s 1. oktobrom ne bi to začelo v funkciji veljati. Eno od teh zahtev, ki so izprejeli, je to, da bojo svoje skiroje, govorimo o Boltu, pa glavno za vse, svoje skiroje omejili hitrost na 5 km/h, ko pride v pešcono. Se pravi, avtomatično bo prišel na to nižjo hitrost, ampak to ne pomeni, da lahko vozi 5 km/h, pomeni, da še vedno mora paziti pešca pred sabo ali pa nasproti, ki mu mora dati prednost. In drugič, glede tega puščenja skirojev, smo se dogovorili, da bomo zdaljšali prostore, ker jih lahko puščajo, ob kolesarskih stojavih v pešconi, se pravi, ljudje bomo neko znako, črto, ker bo lahko puščali vse ostale skiroje, ki ne bodo prepuščeni, ne bomo pač pobrali z našimi vozili vloke snage. In gre za to preventivo, gre za sporočilo, delali bomo kampanjo, gre za učenje, ja, lahko se vozite, ne, ampak pod pogoji, da spoštujete pešce. In tretje, po preveriti na ministrstvu za infrastrukturo dobili smo pisno obvestilo, da nobeno, tudi tisti do 25, kaj so to kubiki, hitrosti omejitev, ne, 25 km ne more zapeljati v pešcono, se pravi, že zakon obstaja. Mi pripravljamo ne samo obvestila, ampak tudi razmišljamo o dodatnih oznakah. To, kar je kolega Roman Fortuna rekel, ni želja pokazovanja, ampak obvestiti vse, da datum, ki ga bomo postavili še v letošnjem letu, ne dopušča več nobeno motorno kolone vstop v pešco. To so recimo temu, kar paše v zadnji pomembni ukrepi, ki spet kaže, da če skupaj sedimo tisti, ki želimo dobro vsem udeležencem na pločnikih, na kolesarskih stezah, da se lahko hitro dogovorimo. In tudi prosim uporabnike vseh teh sredstev, da to razumejo, da morajo biti tudi varni najstarejši in pa najmlajši, ki v teh pešconi izjemno živijo.